Lep in prijazen dan vam želim iz deževne Izole. Temperatura v Izoli je v tem trenutku 14 stopinj Celzija, rahlo dežuje, kot vidite. Mi pa se bomo sedaj odpravili proti Kopru, da vidimo, kakšno vremensko stanje je v tem istrskem glavnem mestu. Nahajamo se na obvozni cesti, ki nas popelje do glavnih krožnih prometov in nato na hitro cesto do povezovalnega tunela Markovec. No, mimogrede, vremenarji za danes napovedujejo za Izolo ne prav prijazno vreme. Kot vidite, smo tudi mi morali naročiti, da se aktivira risalec in zdaj se počasi peljemo 40 km/h, toliko namreč omejitev, po južni cesti, ki je ena od treh povezovalnih cest mesta Izole z izstopom iz njega. No, spoštovani, ko ste za volanom, pa seveda vedno opozarjamo, da na cesti niste sami, da morate biti previdni, uvidevni in seveda voziti po predpisih. Namreč gre za varnost vas osebno, ostalih udeležencev v prometu, pešcev, kolesarjev in seveda motoristov, ki pa jih je danes nekoliko manj, saj jih večina prvo in drugo prevozno cesto puščajo doma. No, tukaj bomo zdaj zapeljali na industrijsko cesto. Na desni strani boste zagledali proizvodni obrat, droge, ki se zdaj v lasti Hrvata, in tukaj prašijo kavo in predelujejo paštete za vse vas, ki imate argo paštete. Ko dobijo ove piščance, vam bomo razložili kdaj drugič, čeprav podatek imamo in razpolagamo z njim. No, sedaj se bližamo počasi glavnemu krožnemu prometu, ki nam omogoča vstop v center mesta Izola. Seveda, če bi stopili na četrtem izvozu, mi pa bomo izstopili na prvem in se namenili, kot rečeno, na hitro povezovalno cesto proti Kopru. In sicer proti tunelu Markovec, ki so ga desetletja gradili in nato le za veliko milijone dogradili naši pa tuji gradbeniki in vsi lepo, krepko zaslužili iz davkoplačevalskih žepov. Tako je pač v Sloveniji in mi smo tega že navajeni, da nas smo vzeli vsaki ima 2 minute časa. No, tukaj zapuščamo Izolo in se, kot rečeno, preko tega povezovalnega tunela, ki je v bistvu nadvoz povezovalne hitre ceste do Portoroža, peljemo proti Kopru. Spoštovani, ura je 9:34, temperatura je zdaj narasla na 15 stopinj, ne zato, ker mi govorimo, ampak je pač tako. In sedaj smo že na hitri cesti, bolj rečeno povezovani hitri cesti med Izolo in Koprom.
Kjer ste del Markovec, lahko vozite brez vinjete, to so dosegli lokalni veljaki. Pričemer pa smete voziti 100 km/h. No, a vozimo mi v predpisanem delu, pa ste zdaj zagledali tukaj. No, to ni naš znak, tudi tole ne. In zdaj smo že v tunelu. Zanimivo je, da slovenski tuneli, večina njih, ima samo 2 vozna pasova, medtem ko ima večina italijanskih tako zvane servisne in reševalne pasove, kar bi lahko storili tudi mi, ampak mi seveda vedno razmišljamo 2 koraka nazaj, Italijani pa kot kaže 2 koraka naprej. No, tukaj je ta tunel Markovec, znameniti Markovec, ki so ga gradili, kot rečeno, različni gradbeni, domači, tajkuni, pa tudi tuji niso bili nič boljšega. Vsi so v bistvu vozili državno blagajno veliko. Zdaj smo izstopili iz tunela in se bomo preusmerili proti Žusterni in trenutno ne proti Kopru samemu. Spoštovane in spoštovani, to je bil kratek utrinek iz slovenske obale, bolje rečeno iz področja Kopra in Izole, z namenom, da vam pokažemo, kakšno je stanje trenutno v tej pokrajini, torej Istri, in seveda, kaj se dogaja v prometu. Nič posebnega. Naravnost boste zagledali žerjave. Koper, samo mesto Koper, ki je seveda v oblakih, in to deževnih oblakih. No, mi bomo posnetek zaključili še v Žusterni, sicer zato, da vam pokažemo, kaj so uspeli narediti v Kopru za razvoj turizma, in sicer so naredili posebno plažo ob povezovalni cesti med središčem Kopra in krajem Žusterna. To je sporedna cesta z avtocestom, ki smo naprej prevozili. Na desni strani pa se bodo pojavili deli področja, ki so namenjeni za tako zvane enodnevne turiste v tem novem področju. Ni še vse dokončano, ampak kot pravijo znameniti koprski veljaki, da bodo to storili v kratkem. Beseda kratko je pri njih lahko sestavljaka iz večjih časovnic. Spoštovani, lepo se imejte, in mi smo sedaj prispeli v Žusterno, ki je postala ravno za to povezavo prej omenjenega kopališča tudi pravo turistično mesto. Lepo se imejte in lep dan vam želimo, kjerkoli ste. Nasvidenje.